Tokrat pa nas je v kuhinji nasmejala Saša Einzidler. Skupaj s kuharjem Janezem sta se najprej lotila morske predjedi. Ni bilo težko, saj so jima v Rival Tradu v Trzinu pripravili okusne morske specialitete, prekajenega lososa, orado in brancina. Kaj pa sta ustvarjala naprej? Poglejmo si. No, dober dan, dragi gledalke in gledalci. V tej pozi s tem lepim predpasničkom ali fertuščkom, kakor rečemo pri nas doma, me verjetno niste zelo navajeni, zato ker ga sicer na televiziji ne nosim. Ker je zdaj en tak poseben čas za take bolj posebne jedi, jaz sama imam zelo rada ribe, pa jih jem bolj malkrat, zato sem si pa danes izbrala ribe. Pustila se bom presenetiti kuharju, ki je specialist za pripravo tega, da me bo naučil in jaz bom potem te finte, ki jih bom danes tukaj gledala, kako on to dela, potem prinesla k sebi domov in upam, da boste tudi vi kaj novega zvedeli. In zdaj, drage gledalke in gledalci, moj današnji šef kuhinje, Janez! Zdravo, Saša. Kako si? A si poslušal, ko sem te napovedovala? Sem. A pol si slišal? Se strinjam s tem, kar si povedala. Okay. Samo potrdim, ne morem drugače. Dobre. Kaj pa bova začela? Začetek bova naredila eno predjed, tudi z rib. Mava ene lepe take kontrolirano ali pa domače, pripravljeno od podjetja Rival. A ja, iz Trzina, se jih poznam, ja? Malo bova narezala, zraven mava tudi paradižnike, eno lepo takole bakalar, tako da bova malo krasila za začetek je treba. To je fajn, ampak se pol ne smeš lupčkati z enim, ki ni jedel tega. Zdaj se bo oba dva jedla. Okej. Tako da to ne bi smel biti problem. Tole je, kaj si rekel, da še enkrat mi povej? File dimljenega brancina. Aha. In to je že, to sam narežeš in je predjed narejena, ali kaj? Tako, je vse pripravljeno. Moram pa biti zelo pazljiv, ker so zelo krhki. Čeprav, a ne, tale zelenavca, ki jo imava danes, je vse ekološko. Taka, da je čim več vsebine, čim bolj bogata. In tudi, ko bova še potem zelenjavo kuhala, bova skrbela, da bo taka ostala. Mislim pa, da bo tole lepo izpadlo. Bom rekel, da so tele ribe zelo krhke in da jih je treba zelo čuvati. Okus je pa zagotovo enkraten. Imaš rada ribe? Ja, imam zelo, a veš, ko se otroci majhni, bolj kupaš take kakšne lososa ali pa kaj takega. Saj mama mi ima tudi lososa. A danes je to? Ja, tudi malo, ne? Ja, lega. Saj imamo različne, ne? Tamle sva imela prej brancina, tukaj imamo šarenko, imamo pa tudi lososa. Super. Bom probala čim lepše koščke narezati, tako da jaz začnem. Zakaj ga režeš pa tako po stran? Eno je zaradi strukture, lepše pride ta zadeva, če ga lepo tako lepo stran. Je nož tak, tanek, tako da bo tale zadeva šla, če bo vse v redu, fajn. Pa bi pa tudi že prej. Vidiš, super. Fajn ti je tole ratel. Da moramo dodati še. Dej bakala ne smeva pozabiti, ker ga imam zelo rada tudi. Ampak imamo tudi že zelo poln krožnik, ne? Lej, tle lahko narediva kupček ali pa kakšen paradajzak malo umakneva. Veš kaj, ne? Veš kaj ti moram priznati? Da prav neki estetski višek ni tole, ne? V bistvu. Ampak bolj delava na tem, da je okusno. Bo pa dober, pa... Bo pa, glede na to, da so sestavine take, za katere vemo, kje so. Zelenjavo bova imela kot prilogo ribam in jo bova lepo skuhala po naši ANC metodi, brez dodane vode. A čist brez? Čist brez, razen kolikor bo vlažna. Zdaj, nič vode, samo tole, ali kaj? Odkriva posodo. A si siguren? Jaz sem prepričan. Dobre. Saj, če pogledaš, boš videla, da je... Mal. Ja. Se mal sem goljufala, pa sem dala malo vode. Ne, vlažna mora biti, veš, ne sme biti suha. To, da se lepo v lastnem soku, kolikor se da.
In to je to. mi A to pa lahko si gremo greva dol lahko delati. nohte lakirati. A ja, ne, morava še Imamo del, ja, imamo še. okej. Krompir imamo zdaj. Aha, Bom jaz rekel stop. Stop. o, tu se pa prav vidi, da je domač mlek. A si videl, kako teče, kaj je ena smetanca ven. To je to. Evo, kuha se. V glavnem zdajle, medtem ko se zelenjavca kuha, sva se odločila, da bova ribe spekla na konc, da bojo tople in bova ta čas izkoristila ne za lakiranje nohtkov, ampak za sladico. A sem dobro rekla? Ja. Okay. Kaj bova Naredila naredila? bova en sadni smuti z grškim jogurtom, malo smetano tudi, malo en tak prav fajn sladkor. Aha, A, ja, evo ga. talem. Ja, Super, melasa, ja. To je tak zdrav sladkor. A veš, kaj usta skup vleče, no, če ni zelo če ni zrel. dosti zrel, to Ja. pa drži, ja. Ampak, ko je pa posušen, je pa vrhunski. Je pa res, da ga sušiš 6 ur, ne vem, ali In pa si še imela več, kakšen 9 poseben ur. sušilnik ali to? Ja, en to ne? sušilnik imam, ja. No, fajn. Letos sem si ga kupila, ker sem bila tako pridna. A veš? A hruško treba tudi olupati? Ja. Jaz bom tamle samo šel nekaj narediti, ker nama je krompir prišel do prave temperature. Aha, okej. V redu je. Saj bo tako zapiskal. Na, ti lup, tole. Skrbeti. A Tako kot lahko prej. jaz dam kakšno za čimpico noter? Seveda. Tale smuti. Pa sladkor, ne? Aha. Jaz bi, če ti dovoliš, meni dala malo cimeta noter. A veš, cimet je fajn za zimo, zato ker je to začimba, ki te malo pogreje. Tako, in tudi zelo zdravilen je. Ja? A ti to veš? Skupaj z medom, pa s kakšnim ingverjem. Ingverjem, Ja. glej ga, Vem, vem. glej ga. Koliko lepo diši. Bo dala kar. Ampak bom čist mal. Dost, ne? Če bo pa treba, bo pa pol še dodala. To je zmeraj lažje, ne dodati kot odzeti. Tam Lej, saj tukaj kar ti gre. pomagam, da ne bo kam odletel. Ja, super, lej. To imaš pa lahko za na morje sabo, recimo za točno štorčku. tako, za kamorkoli. Glej, kako Ok, fajn izgleda dobro. A nič nova probala? Jaz bi malo probala. Nič mi ne pusti probati. Izvoli, sem pripravil žličko posebej. Kar. Ej, krompir se nama je skuhal. Super. Jaz zdaj nimam časa, sorry. O, koliko je pa tole dober. To se pa mi da rib lotva, ne? Aha, Tako da jaz jih bom pa samo malo na tej strani zarezal kožo, da bo lepo tudi maščoba prišla ven, pa še lepše se bodo spekle. a ja, pa da ne potegne skupaj Tudi kože, ne? zaradi tega, ja. Aha, s kožo na tla. Kožo na tla, To zato je so jo to. tudi zarezala. Ena Moram samo pinta, poskrbeti, evo. da se bo lepo vložil noter. Dobre, in to boš zdaj odprt pustil? Ne, Ne, bom zaprl. pokril in bom pekel toliko časa, da se bo lepo segrelo do obračanja. Me je pa moja stara mama naučila, da pred kisom je treba dati oljček. A veš zakaj? Veš, da ne bi vedel. Da jaz nekaj vem, kar se kuhne tiče, pa ti ne. Saj ne vem, če je to res. Ampak menda, ne, če daš ta prvi kis, se pol olje ne prime na solatko tako dober. Možno? A veš, kaj ti moram priznati? Povej. Da tole kožico, ki se takole zapeče, a ne, imam pa jaz najrajš. Tako da, a bo lahko moja? Lahko. Okej. Wow. Poglej. Krompir je kuhan, Ja. malo mlečka Če je nama še. že pri ribah ni šlo čisto dobro, da imamo pa pri krompirju. Kam ga boš dal? Sem. Puter bom še dal noter. Dobar. Maslo, a ne? Maslo. Ta prav krompir. Kaj so rekla še? Kuhan vin. No, dajva. Aha, to pa ni to da belo, vidim, je pa da je tako roze. malo rozkasto, joj, a ga je mogoče kar škoda. Veš kaj, meni moj želodec pove, Ja. a mi paše vinček ali mi ne paše. A zdaj bova dala pa hrano na krožnike, a ne? Tako. Še kuha dam. Ja. Enač, to je to, se mi zdi, ne? Zdaj grejo pa jest. Tako. Še preden pa bi ti rada podarila knjigo
ki sem jo letos izdala, govori pa o samopodobi, o tem, da se moramo imeti bolj radi, kot se imamo, da moramo bolj ceniti sebe in tudi svoje telo, da jemo, manj pa tisto dobro. Tako da, glej, če imaš kakšno prijateljico, ženo, znanko, ki lahko tole podariš, je eno krasno darilo za en dober začetek novega leta, tako da izvoli. Hvala lepa. Evo pa še z moje strani eno skromno darilo. Glej, če mi daš en prst. Zdaj pa poduhaš. Jabolk! To je za naše jejmo bolje, živimo bolje. Tudi z recepti, da boš lahko kaj lepega skuhala, tako kot si v knjigi napisala. Odlično. Izvoli. Ja, hvala lepa. Tudi tebi. In za konec mogoče samo še eno voščilo. Imejte se radi, imejte se lepo, pejte na obisk k komu, ki veste, da bo čisto sam čez te praznike polepšali, boste nekomu dan, mogoče življenje, ampak s tem, ko drugim naredimo nekaj dobrega, v resnici delamo dobro o sebi. Vse lepo, vse dobro in hvala za vabilo, no? Tudi tebi. Se pravi tole, ne? Tako je. Za konec pa tudi danes kukamo v revijo Bogastvo zdravja. Naj naštejem le nekaj naslovov člankov. Diabetes, zaprtje, kostanj, strah pri zobozdravniku, voda, bolečina in še marsikaj. Revija Bogastvo zdravja tudi na spletu samo za vas. Jaz pa naj vam za konec samo zaželim še veliko zdravja v novem letu, ki prihaja. Saj veste, če bomo zdravi, bodo tudi ostale stvari stekle tako, kot je treba. Srečno in zdravo 2016!